Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimive korake življenja našega tokratnega gosta, ki nas gosti v svojem ateljeju, slikar Nikolaj Ber. Sem vesel. Jaz pa tudi, predvsem pa ponosen, da se lahko pogovarjam z nekom, ki je prejemnik nagrade Prešernovega sklada. To pa ni kar tako, to je pa velika čast in priznanje. Ja, jaz ne vem, kaj rečem. Jaz sem vesel, da sem dobil. Kdaj ste pa sploh zvedeli, da ste kandidat oziroma da ste vi med izbranci, ki so potem dobili to priznanje? No, to ste dobro povedali, ker nisem vedel. A res da? Ne, nisem vedel in potem se je to kar nekaj slušljalo pa okoli in potem je prišla uradna zadeva, kar naenkrat. Eni so mi rekli, da je to zdaj, jaz pa ponavadi to tako jemljem, da kakor je. No, ampak potem sem pa dobil Uradno? Uradno, ja. Kaj je to? Uradno povabilo, uradno obvestilo, da ste nagrajene s Prešernovega sklada? Tako? Ja. Aha. In potem pred samim dogodkom ste imeli še generalko en dan prej, ne? Točno takole je bilo, ja, ker da so hoteli, da ne tam kakšne traparije človek naredil, čeprav se mi je malo naredil, vseeno. No. Sem gledal proslavo, ampak... Ja, ena dobro, da je bila ena gospodična, ki mi je malo pomagala dol. Svetloba, tema, ne? Ja, poleg tega pa imam, mislim, fuzbalski kolen od nekdaj in gor sem šel, ampak sem jim povedal, da se mi lahko kaj naredi. No, potem me je pa ena malo prijela. In ker vam je bilo rušno, ne? Ja, meni že. Verjamem. Zdaj, ne vem, ali ste dan prej ali na tisti dan srečali tudi svojega dolgoletnega prijatelja, ki vas je včasih kot dojenčka vozil z vozičkom, nekdanjega predsednika Slovenije Milana Kučana, ki je tudi iz tistih koncev, kjer ste vi, mama njegova vas je pa se učila, ne? Ne, mene ni učila, mojega brata in sestro je v Križevcih. Križevci so kar ena taka velika vas in so imeli šolo resno. In tam je učila. Tako jaz jo poznal nisem, ampak povedali so mi, da je gospod Kučan tam, da je sin od te. In potem sva se že, sicer zelo malo se vidimo, ampak nekajkrat sva se videla in se poznava. In sem ga videl tam pri enem, v tem, ko smo nekaj preizkušali, je bil lih tam. Je bil tam, ne? Ja. In ste ga vi ogovorili? Ja, sem ga šel pozdraviti. Ampak lahko ponovite, kako, ne? V tej knjižnem slovenskem jeziku, ne? Ja. Veseli sem, ko vas vidim, kako ste, kaj. In je bil zelo zadovoljen in je on tudi po prekmursko odgovoril. Kako pa? Ja, ko se spomni, kako je bilo, da sem bil mali, ker me je vozil v nekših kolicah in so se prebrnili, me je prebrnil, pa sem... In je pravil, kot jaz sem slikar grato. To je ta padec je potem kriv, ne? Zdaj, če se ta ne bi zgodil, ne? Ja, ne vem, kaj bi bilo. Ja. Mogoče bi bil pa politik. Ja. Kako pa ste vi, če še ostaneva pri tej Prešernovi nagradi, kako pa ste vi doživeli ta častni trenutek? Je bilo lepo? Zdaj, jaz sem si proslavo, slovesnost ogledal prek nacionalne televizije, ne? No, jaz moram reči, da so mi povedali, da je to zdaj, skratka, da je zrihten, da bom dobil. No, da jaz se s tem nisem obremenjeval, ampak dobil sem in sem bil vesel. In zmeraj imam pa en tak
čuden občutek za za prireditev pa za nastop. Tam sem rajši sem ki na postaji kakega vlaka, ker sem navajen od majhnega pa bife. Ne sedite ponovadi v prvi vrsti, ne? Ne, to je tako. Zdaj pa ste, ne? Pa žarometi, kamere, ne? No ja, malo se je le počas spucali vse skupaj in pol je tudi ona gospa prišla, ki je še imela ene stare zadeve in pol je seveda rešila malo celo zadevo, tako da nismo bili ta glavni. Da ste bili ob strani. Ja, malce. Da so malce pozabili na vas. Se prav. In so obrnili na Svetlano Makarovič, ne? No, nekaj takega. Zdaj, niste bili edini, ne, slikar, ki se je znašel na odru, ki je dobil priznanje. Verjetno dobro poznate tudi prejemnika Prešernove nagrade, Hermana Gordjančiča. Zelo dobro sva stara prijatelja. Mislim, da že iz srednje šole za oblikovanje sem ga spoznal. Sicer je bil malo pred mano in dober, da je dobil, ker je si zaslužil. Vsi, ki ste bili na tem odru, ste si to zagotovo zaslužili, ne? Zdaj, za nas Zagorjane, ne, tudi vi ste zdaj že dolga leta Zagorjane ali pa Izlačan, kakorkoli že, ne, smo bili pa še bolj ponosni, ne, ker sta bila pa kar dva, ne, še Matevž Luzar, ne, tako je. Režiser, filmar, mimogrede ste si ogledali orkester, ali pa Srečen za umret? Ja, nekaj tacga, ampak na hiter, nekaj, tako da nisem dober, ne morem o tem govoriti, ampak šele tam sem videl, kdo je. In mi je bilo lažje. Fajn je, ne? Da sta dva iz teh koncev. Ne? Ja. Zdaj, čestitke so pa verjetno potem letele iz vseh koncev. Ne? Verjetno vas tudi mediji oblegamo v tem mesecu, ne? Bolj kot dajkoli prej. To je... Na tolih nisem toliko navajen, ampak to sem si le zadal, da moram dati skozi. Enostavno zdaj, kakor je in nimam nič proti. Da pridejo. Ja, seveda. Da spoznajo še te spodnje izlake, ne? Tudi to je, ja. Pridejo, ker vsake toliko cajta se nekdo, zdaj ste vi, ampak jih je bilo kar nekaj že. Jih je bilo, ne? Zdaj, vi niste Izlačan, ne? Niti niste Zagorjan, čeprav zdaj tu živite. Vi ste že omenili, da prihajate iz ene največje vasi, ne? Križevci, ne? Ja. Velika vas, velik kraj, ki pa je sicer v občini Petrovci, ne? Ja, včasih je bila Križevci občina, ampak to se je pa nekako spremenilo, ne vem, kva se je dogajalo. So vam ukradli to? Ne. Grb? Ja, to morate malo bolj resne pa starejše ljudi vprašati tam. Ne vem točno, kaj je bilo, ampak tam je bila tudi vlak je šel skozi tam pri njih in nekako ne vem, kako se je to naredilo, da je občina pač tam nastala pol. Čeprav so Križevci ena največjih vasi tam okoli. In kakšne spomine imate na to vas? Zdaj slišali smo, da vas je Milan Kučan vozil z vozičkom, kdaj pa kdaj, ne? Kakšne spomine imate? Zdaj, vi ste imate še vedno, ne, brata in sestro, ki sta starejša, ne? Tako je, ampak ne živita tam. Brat ima domačijo še. Ampak takrat v otroštvu sta, ne? Tam. Tako je, smo bili vsi trije. Kakšna je bila to družina? Ja, kar velika družina za tiste čase. Sestra pa brat, pa mama in oče, pa od očeta brat, torej stric in mama njihova, stara mama, ne. To smo, nas je bilo 7, ali nas točno ne. V svoji hiši? Ja. Velika hiša, noter je pa še bila celo, nekaj so dozidali, eno novejšo zadevo zraven k tej hiši, ampak eni sobi smo imeli pa pošto, ker v naši bajti je bila od nekdaj pošta, ne.
In pol se je to nadaljevalo, ker je oče bil pol šef. No, ko je šel pa on v penzijo, je pa nekdo drug prišel, ampak potem se je tudi pošta preselila gor bolj v središče Križevcev. Žal pa ne, v zadnjih letih pošte nekako izginejo iz podeželja, ne, Tako je. in samo še v teh večjih središčih, kar ni dobro, ne, ker pravzaprav vprašanje, če ne bi bilo pošte, ne, če bi se vi naučili tako lepo risati pa pisati, ne, kot ste se, ne. No, to sigurno nekaj je na tem, ker sem bil neumen na tiste, par časopisov je bilo in jaz sem jih zmeraj pregledal in pa sem najdel noter kakšne stripe, take tudi, kaj zvem, slovenski poročevalec je takrat bil, pa TT, pa ali ne vem, kako se je še, in to je bilo noter in jaz sem užival v tistem. Tudi naučil sem se brati. Tisto v oblačku, ne? Tako je. Ker nekaj cajta so mi probali, vsi so mi pomagali, ko sem hotel zvedeti, ko tam piše. Pa seveda tam je kmetija tudi bila in niso imeli zmeraj cajta. Tako da sem jaz počasi le prišel gor, ko piše tam. In ste se že pred vstopom v prvi razred, ne? Jaz sem znal brati, ja. Nista imela tu prste vmes brat pa sestra, ki sta pa že znala, ne? Ja, nista, ker sta cel dan bila od doma in tu pa tam pa sta mi kaj pomagala, sigurno. Sestra me je prav, ker ona je pol učiteljišče in je že bila taka malo bolj resna zadeva. Se na vas učila, ne? Ja, pa je bila kar malo stroga, tako da sem jaz malo tam kdaj pobegnil kam. Ste imeli kaj kmetije? Ja, imeli smo kmetije in to sem od majhnega tudi jaz pomagal. Mi smo imeli 10 hektarjev. Živine? Živine smo imeli, skratka 10 hektarjev vsega skupaj od travnikov do gozda do 2 hektarja njiv. Živine pa smo imeli 3-4 krave, pa 2-3 svinje, pa kokoši, pa tako. Tudi kakšnega vola, konja? Ne, tega nismo imeli. Kako ste pa obdelavali? Ja, to nam delilo? Ponavadi je to imel kdo v vasi in tiste je bil šef za oranje, pa za te reči. No, ni pa pol dolg trajalo, da so dobili zadruga in traktor, ko smo ga pol najeli in je zmeraj tist zoral pa te reči. Ostalo so pa delali vsi. To je, vam ta kmečka pravila niso tuje, ne? Kidanje oziroma molža. Tako. No, tega lih ne, ampak delal sem na njivi, naučil sem se kositi z koso, ne, takrat ni bilo. In tudi brust, ne? Tudi, ja. Pa to je še vedno, ne? Orosi je treba, zjutraj, ne? Vse je fajn. Vse je fajn, da malo migaš tako. Je, ne? Jaz še rad naredim tudi le kdaj. Še znate? Ja. Še, ne? Ja, ja. Malo moraš tudi stolčiti kdaj, malo... Poklepate. Kako, ja, tako je. Ste tudi kaj pridelali, kakšnega vina, kakšno slivovko je pa kaj podobnega? Tega je bilo. Gor na Goričkem je... Ne vem pa, tokuc, ne, pri nas jabolčnik, kako pa vi rečete tam? Bunkovec? Ne. Ne. Hej, no, jabolčnik ali nekaj takega. Recimo, ja. Skratka, imeli smo vino, ker smo imeli malo goric tudi in trgali smo in ne vem, mene ni bilo veliko, ampak smo imeli zmeraj. Za doma, ja, za doma je bilo, ja. Ne? Zdaj pomankanja ni bilo takrat, ne? Sej v vaši družini, oče je delal, ne? A mama je pa gospodinila, je tudi delala? Tako je. Mama je sicer imela eno srednjo šolo, ampak pol je ona se imela doma čez. In je delala od jutra do večera, ona je največ delala. A je to vaša mama? Tako je. To je rada brala, da bere časopis? Zvečer, ko si mislil, da je
zelo zmatrana ali kaj je pa vzela, kaj pa prebrala, kakšne zadeve. Znala je pa tudi nemško in je tudi kaj tistega še imela eno knjigo, pa tu pa tam kaj prebrala. Ko sem vas vprašal, koliko jezikov govorite, ste omenili kar nekaj, slovensko, nemško, prekmursko. Ja, ne, lih nisem, ne vem, ampak ko razumem nemško, pa tudi malo mađarsko. Čeprav mađarski jezik je za nas, ki narastemo z njim, se je težek. Povsem neobičajen, mogoče celo s Finci malce podoben. Ja. Praktično ne razumeš. Sosedna vas je bila cela mađarska. In kadar so prišli na pošto, no ja, to moram povedati, da je naša, mislim, tisti kraj, to smo vsi imeli zunaj ene ljudi, vsi so šli v Ameriko. In tudi... To je že kdaj? Že prej? Pred. V tisti krizi, med prvo in drugo svetovno vojno. Tudi z naše družine so 3 šli, 2 v severno, 1 v južno. S trebuhom za kruhom? Ja, tako je. In pol to je bilo po celi, ne samo pri nas. In pol največ smo pošiljali gobane, ker to si lahko posušene gobane in ker pri nas so rasli kot hudič in to so bili veseli in pol nazaj si vsake toliko cajta kak zelen papirček prišel od nekod tam. Zelen papirček? Ja, $1. So pošiljali tudi nazaj. Ja, tako je. Zdaj, gobe posušene so pa lahke, Lahko so pošiljali samo posušene, ne, nisem, to vem. Ja. Preko vaše pošte, Tako je. In jaz sem se tam naučil celo pisati, ker tisti ljudje tam... Niso znali vsi. Ne, težko in tudi kakega svinčnika ni poštenega bilo. Naslov so imeli in sem naslove pisal tako, da polke je pa nazaj prišel kak fajn paketek z kako čokoladko, so pa malo odparali, pa sem jaz že dobil kak celo žvečilni gumi, sploh nismo vedeli, ko je to. Včasih so bili takšni, da so bili v obliki cigarete, cigareči gumi. Ja, pa ni bil, to je bil prav, vse so bili. Ja. Zdaj se pač ne smejo prodajati takšni, Tako je. Bi spominjali na cigareto, No, ko sva že govorila o tem portretu, vaše mame, jaz se spomnim tudi vašega, zdaj že dolgo leta pokojnega slikarja Hočeta, tudi mojega sorodnika. Tudi on, ko je začel odkrivati svojo slikarsko žilico, je narisal portretiral svojo mamo, Ja. Mama je mama, Ja, tako je. Jaz se spomnim, ona je cel dan delala, ona je tudi prva vstala, zjutraj pa ta zadnja šla spat, ampak vsake toliko cajta je imela pa eno knjigo ali pa brala je rada in se vsaj malo sedla kdaj in prebrala kaj. Tudi nemške znala. Je to prenesla tudi na vas, branje? No, to že, da bi pa iz tega ratalo kak priden učenec, pa jih ni šlo. No, čeprav, ste doštudirali slikarsko akademijo, ker ni kar tako, Ne, ker je sestra bila učiteljišče dala skozi in sem skozi od nje slišal, da bi se mogel malo več učiti, pa tako. Pa se to vedno govori, Nikoli ni dobro, Ni bilo. Kdaj ste pa vi začutili ta dar, da znate risati? To pa točno ne vem, ampak jaz sem imel torej to srečo ali pa nesrečo, da je bila pri nas pošta in tam je bilo nekaj svinčnikov. Kar je zdaj čudno, Nekaj svinčnikov je bilo, pa kak papir se je najdel. Zdaj je vsega preveč. Ja, zdaj pa je tega... Zdaj pa vsega preveč. Ja, in to sem jaz, pa sem videl pa tiste časopise, pa noter kake narisane, ne vem, stripe, tu pa tam je bil kak pa kaj. In se mi je zdelo, da je to zelo v redu in sem jaz počasi začel in sem... Pol sem začel tudi portretirati ali pa risati nekaj tazga, ker sem imel... Domače, sošolce? Domače? 2 poštarja smo imeli, en je bil za našo vas,
pa sta se zamenjala, en pa še za ene 6 vasi okoli in pa sta se menjala in ta dva sem jaz dostikrat portretiral. In ste tudi dali jima, potem tisto pokazali? Ja, ne, tega pa nisem, ker nisem niti vedel, da jim kaj to odgovarja ali ne. Jaz sem to delal kot otrok, tako. Pa smo imeli mlatilnico doma, mislim, na leto smo imeli mlatilnico, tam je, ker to je kar na dvorišče prišla in to je bilo ponovadi 30 ljudi, da se je vse naredili, po 4-5 ur je trajalo in kadar so imeli vmes malco ali pa neki so sedeli za eno dolgo mizo, to je doma smo morali narediti, je mama dobila še koga, da si je pomagal skuhati pa. In takrat sem jaz tiste ljudi tam portretiral, pa risal, to se še zdaj spomnim. In tako je bilo. Kdaj ste se pa nekako odločili, oziroma kako ste se odločali za poklic? Po osnovni šoli, vi ste bliže v 8-letki? Ne, nižjo gimnazijo sem hodil. To je najprej 4 leta osnovne šole, kako? Ja, nižja gimnazija, takrat je bila 8 let gimnazija in brat je starejši in je hodil v Mursko Soboto. No, ampak potem je ratala pa nižja, torej samo 4 leta gimnazija, no. Ampak jaz sem hodil v Mursko Soboto, v to nižjo v šolo. Ste tam živeli, ali ste se vozili? Vsak dan sem se vozil, ker je bil vlak. Zjutraj sem šel 3 kilometre peš, ob 4:30 pa okoli 4 nazaj. 1 uro je šel vlak. Tako. In no, tam sem pol, ker v Križevcih je bila osnovna šola 8-letka, ampak ni bila, kako se je taka popolna ali kako se temu reče. In pol sem hodil v Mursko Soboto. Iz tam pa? No, in tam bi mogel iti pol še v gimnazijo, ne, višjo. Ampak brat je toliko starejši in je bil že v Ljubljani. On je študiral gozdarstvo in sem ga vprašal, če je tam kakšna šola, ki se samo riše. Pa je, no, čez neki cajt je pa rekel, da je ena taka šola. In pol je to bila šola za oblikovanje, takrat se je za umetno obrt, ali ne vem, kako se je rekli, skratka v Križankah. In tam ste to je bila srednja šola in on je bil še v Ljubljani, ki je študiral in sem je šel v Ljubljano v to srednjo šolo. Star 15 let verjetno, ne? Ja, nekaj tam. Ja. In potem ste živeli tam v Ljubljani. Tako je. Sobote, nedelje se vračali, petke domov? To ni bilo možno. Denarja ni bilo tudi, ne? Ja, pa tudi vlak je 12 ur vozil. Tako da... Dokaj tu motožja? Ja, je bilo za začetku sigurno, poznaj se je pa to malo razvodenilo. Ljubljana je life, ne? Ja, tako. Ste to dokončali, to šolo? Ja. Višjo gimnazijo, ne? No, to je bila srednja šola, sicer resna, od matematike do angleščine, do vsega je bilo še zraven. Pa tudi dobri profesori so bili za te risanje, pa za te zadeve tam. Kakšni znani? Ja, je bil tudi Pogačnik, zelo dober grafik, pa Pršin in taki resen, ne vem. In gospod Cetin je bil takrat, mislim, da je bil celo direktor ali ne vem, kaj je bil. Je bilo potrebno potem po končanju te šole v vojsko? Tako je, v vojsko in jaz sem se prijavil še za na akademijo takoj. In sem bil že star čez 20 let. In potem je z vojsko bilo tako, da sem se ven mazal toliko cajta, da je vojska šla mimo. A res?
In da sem bil 27 let, ker še nisem končal. Aha. In potem je vojska šla. Vas niso več iskali? Ne, saj so me nekaj iskali, pa sem skozi imel neke liste, pa da zdaj še to moram, pa še to. Pa, ne. Pa je bilo to načrtno šolanje podaljšano, ne? No, je bilo, ja. Ja. Pametno, ne? No, saj sem... No ja, čeprav so mi vsi rekli, koga se reš, pejte že enkrat to vojsko narediti. Ker drugače sem bil pa... sem pa sodeloval pri teh predvojaških, pa pri teh zadevah sem pa zelo rad imel, tako da sem bil zelo dober strelec celo. Aha, tako da. Če bi bilo treba, ne? Ja. Bi vas ponudili, ne? Verjetno. Ja, za kanon futar so rekli. Nekaj tazga. Ja. Kopa. Zdaj, ko ste to šolo zaključili, ste prišli do naziva akademski slikar, nekako tako? Ja, akademija je tako, ja. Ste imeli tudi tu znane učitelje, kakšen še posebej na vas vplival? No, jaz sem imel zelo dobre učitelje, to so bili od tega Pogačnika, ki sem ga že prej govoril, za grafiko je bil odličen, za risanje, torej študijsko je bil Didek. Posebej je bil pa naš 4 let profesor in tak svetovno znan gospod je bil Stupica, Gabriel. In je nas je 4 leta, čeprav so rekli, da to ni dobro, da je preveč močan, da bomo vsi po njem, pa tako, ker se je to baje naredil. Ampak ne vem, jaz sem bil zadovoljen. Vam je dal veliko? Ja, je bil slikar, tako kot se spodobi. Kdaj ste pa imeli vi prvo razstavo, tako? Že v času študija? To se pa ne spomnim, ampak siguren smo. Kakšne skupne so bile verjetno, ne? Samostojno? Tako, ja. Tudi doma v Murski Soboti vem, da sem imel, ampak točno ne vem kdaj. Ker takrat še ni bilo te galerije, ker zdaj je lepa v Murski Soboti, je bila ena mehna. Če se mičkem vrnemo še na čas vašega otroštva, vaša družina je bila evangeličanska, ne? Tako je. Pa ste živeli v skladu z vero, recimo, vse takrat, kako je bilo s tem? Ja, to je bilo težko takrat, ker to je tudi politika bila vmes, ker je oče bil na pošti, pa seveda... Državni uradnik, ne? Tako je. Njegov brat je pri nas živel, on je hodil v cerkev in je kdaj mene vzel v sabo. In skratka, najbolj vesel sem bil, ker sva zraven cerkve, pa veste, ko je ponavadi. Uštarija. Ja. In pol on je... Po maši, ne? Ja, seveda sva šla kje in tam je bilo pol še dodatna zadeva. Ne vem, prej ste mi omenili, preden sva začela snemati, sestra se je poročila z evangeličanskim duhovnikom. Ja, ona dva sta hodila skupaj, ne vem, koliko malo razlike sta imela. Ampak to že po vojni sta se poročila, ne? Po drugi svetovni vojni. Ja, seveda. Ja, tako. Se ona je pol pustila službo. Nekako ni šlo, ne, to? Ker je bila učiteljica, ne vem, v čem je, nekaj je bilo vmes. Z duhovnikom, ne? Ja. Ampak on je bil fejst človek in sta se poznala že, on je bil sosednje vasi in pol je on v Nemčiji študiral dolg in pa sta se poročila in ona je pač pustila vse skupaj, on je dobil službo. In ona je živela tam v eni vasi blizu Sobodonci, to je na Goričkem na drugi strani. Malo naprej gore je znan na vas Grad. Grad. Ja. In ste si ustvarila tudi družino, ne? Tako je, imata hčerko in sina. No, to v naših koncih je pač rimokatoliška veroizpoved, ne, bolj kot ne, prevladuje, ne, med temi veroizpovedmi.
In marsikdo med nami reče, no, da bi bilo tudi dobro, da bi se tudi naši duhovniki lahko poročili, ne? Da ne bi živeli v celibatu. Ne? Jaz ne vem, kako je to, ampak na to niti takrat mislil nisem, tako je bilo. Ne? Ker mi smo bili, vzhodni del Goričkega je bil evangeličanski. Ne? In tam se sploh nismo kaj veliko o tem pogovarjali. Na zahodu proti Avstriji tam pa so bili katoličani, pa tako sicer mešano, je bilo vse. Zdaj, pri nas so se poročali, zdaj, jaz na to takrat niti, to je bilo tako, kot je bilo. Ja, bilo to nekaj čisto normalnega, ja. Zdaj, ste se vi že v času študija zaljubili v Izlačanko, kako je bilo? Ali ste potem po študiju prišli sem na Izlake? No, to me dobro vprašal, zdaj ne vem, ne imel med študijem ali kdaj. Aha, imel sem torej kolega, prijatelja, znan slikar Huzjan, on je iz Lendave in mi je rekel, da naj pridem na Izlake, ker on je bil eno leto prej tle v koloniji. Jaz nisem vedel niti za kolonijo, čeprav sem se vozil kar naprej gor po hribu mimo. Trojane. Ja, na Trojaneh je pa ustavil avtobus. Ampak niste šli pa nižje? Ne, dol pa nisem vedel, ko je. Do naših delujočih toplic, ne? Tako je. Ja. No, tam se pa tudi potem na nek način rodila ta slikarska kolonija Izlake, ne? Tam je bila. Ja. In ko sem prišel, je bila tam ta kolonija in mislim, da je bil lih Nehov ali je bil še Leskovšek gospod Možakar. Pol je bil pa Žinande Razboršek šef. Alfa in Omega potem. Tako je. Dolga leta. In jaz sem bil, prvo leto je bil ta Zdenko Huzjan in mi je rekel, da ne pridem, tako da sem vedel kam, ker je rekel, da me bo pokazal kam. In ker je bilo tako, da je človek bil zmeri 2 leti v tej koloniji. Ne. No, in tako se je začel. Pa sem bil pa še enkrat, pa je bila pa tudi Marija, torej tam ona je študirala umetnostno tudi. V Ljubljani. Ja, in je nekaj sodelovala pri koloniji tudi. Tako da niste se v Ljubljani spoznali? Ne, tle, ja. In potem zaradi pa smo se pa v Ljubljani srečala ne vem kolikrat. In pol je, kaj zdaj? Priprave so bile. No, pa smo se pa tam kje spotaknili malo. In potem ste prišli v to hišo, ne? Ja, tako je, ker je bila, ona je edinka in mama in oče sta bila tako, tle je ona službo dobila, jaz pa. Na šoli? Ja. In starša od nje sta rekla, no, zdaj smo dobili pa umetnika. Ja, in tole, kje smo mi zdaj, sta ona dva, pač, da bom tle sliko, ne. Sta vzela to kot nekaj resnega, dobrega. Ja. Resnega, ja. Ne zdaj, evo, zdaj bo pa umetnik, ne. Ja, se bi mogoče lahko kje druge imel atelje v Zagorju ali ne vem kje, ampak je fajn, da je tle. Je fajn, če doma, ne. Ga te lahko kadarkoli na kavico, ne, tako je. Kosilo pokličejo. No, včasih bi mi tudi pasal, da bi bil kje drugi mal, da človek uide nekam. Ja. Ste bili ves čas na SP-ju oziroma podjetnika, ste bili kje zaposleni vmes? Ne, jaz sem... V kakšni firmi je pa? Ne, nisem bil nikoli. Delal sem tako na, če me je kdo kaj prosil za ne vem, enkrat sem imel ene tečajnike, pa tako učil kaj, pa tako. Nisem pa bil v službi. Zdaj ste pa vi praktično živeli od slikarstva. Tako je. Torej, od tistega, kar so naročili. Ja. To po naročilu je malce drugače risati, ne. Zdaj, vsi, ki nekaj naročimo, ne, portret, ne, imamo kar radi, da lep zgleda, ne. Ja, ampak... To je pa za umetnika... No, pri meni jih ni bilo tako, jaz sem po svoje naredil zmeri. Ampak vsake toliko cajta je kdo le neki, nisem bil bogataš ali pa kupil, ampak sem tako, da sem preživel. Vsake toliko časa ker je treba, barve niso bile poceni, pa te zadeve moraš človek imeti, potem pa še malo za življenje.
No, jaz sem že kar nekaj teh umetnikov, tudi Hočeta, kar dosti dobro poznam. Dobro, on je bil tudi učitelj sporedno, da je tudi še malce zaslužil, potem je šel na svoje, ampak vem, da v izobilju ni nihče živel. Je pa marsikdo rekel, da tisti stari direktorji teh starih firm, ki jih je veliko v Zasavju že tudi umrlo, da so imeli nekakšen posluh, ne vem, če do umetnosti, ampak so odkupili slike za prostore pisarn, hodnikov, recimo termoelektrarna, cementarna, strojna tovarna. Danes je to malce težje prodati, ne? Težje, ja. Zdaj, jaz sem le neki vsake toliko cajta, nekako sem mal k sebi prišel in ne vem, tudi v Avstriji sem me nekaj prodal enkrat in tako da mal mi je, da lahko grem naprej, no. Nisem pa ne vem kak, vsake toliko cajta pa kaj naredim in mi kdo kaj prosi in tisto moram zaračunati, ne, če je. To, ki ste zdaj rekli, moram, ne? Ja. To je tisto najtežje, ne? Ja, ker človek bi le imel, zdaj, če nekdo kupuje tak, vem, da ima denar in da to dela zato, da bi rad imel neko zbirko ali kaj. Tam se z njim le lahko mal drugače pogovarjaš. Ne moreš pa to z nekom, ki bi rad imel tvojo sliko, pa veste, da ni premožen, ne? No, nekaj takega. Je pa malce težje, ne, potem reči, ne, eno cifro, ne. Ja. Čeprav tako je, jaz rečem, pa potem dostikrat tudi se malo zmeniva. Se malce spogajate, ne. Ja, kaj pa. Ne gre drugače, ne. Zdaj, tehnike so pri vas različne. Vem, da ste zelo znani, ne vem, je to risba, oprostite, če sem rekel narobe, ne. Znani ste pa tudi po tistih vaših, jaz se včasih rečem njive, ne? Ker tudi jaz sem rad na zemlji in sploh, ko zemlja zmrzne in se potem to odtaja in so potem črvi svoje naredijo ali pa gliste, ne? In takrat je najbolj tako hrapava zemlja, lepa, ne? In vaše slike, ne, ki jih človek pogleda, ni to gladko, ne? Je zemlja. No, to je res, zato ker se bi lahko tudi gladko naredil, da bi bilo vsaj podobno, ampak jaz sem zrasel gor tako. In to čutim še zdaj, tudi če sem bos hodil tam. To ne morem kar tako mimo tega jeti in zato mora biti malo debelejše na nosi in celo malo mora biti podobno tisti zorani njivi. Bos hodi, ne, čuti. Ja, tudi fajn čutiš. Asfaltu ne, ampak tam pa čutiš, po zemlji pa se čuti. Gor na Goričkem je recimo dol na Ravinskem, skratka tam je zemlja bolj taka nežna pa črna, pa gor na Goričkem imate pa veliko rdeča. Tako je. Tudi gline je veliko in kamnov in tega in tam je že zelo težko tisto urejati, tako da bo dober. Ampak je pa lepa. Lepa, ne. Ja. In vi, ko začnete risati, gre to iz glave ven, ali si tudi kako skico? Zdaj pri risbah je verjetno drugače kot pa pri teh oljnatih, ne? Ker tu vem, da vi veliko barve porabite. Ja. Ne, na tone že v svojem življenju, ne? No, približno. Ja. Ne, jaz sicer imam rad risanje, ker to je tako kot ene sorte ne vem, kot je naslovnica, to rabiš. In risanje je osnova. Potem pa pride do slikarstva, ne. Sej risam posebej za slikarstvo, ampak osnova je vseeno risba, ne. In to je tako, kot da si zapomniš vse pol. Zdaj vzamete vi
slikarsko, kako se tem stojalo. Stojan. Greste z njim ven, pa rišete, si ogledate, pa pridete potem v atelje. Ne, to v ateljeju ne. V ateljeju, ne. Včasih smo to delali. Da smo, na teh kolonijah. Ja, da smo z nekaj, ampak zdaj jaz ne rabim, jaz samo rabim osnovo, da vem, zakaj se gre in tle moraš pa dati noter tist, kar čutiš pa sebe. No. Sebe, tako, ja. Zdaj, vi prej so omenila evangeličane, evangeličanski koledar vsako leto izide, ne? Ja. In tu jih mava nekaj, ne? In vas so nekako zadolžili, ne? Da vsako leto narišete naslovno stran. Tako je, pa še kaj noter. Še kaj? Ja. Ne, to je, moram povedati, kako je to. Jaz sem ta evangeličan, ne? Torej protestant. Luteranove? Luteran. Skratka, gor nas je kar precej. In moja sestra se je poročila z duhovnikom. In skratka, jaz bom kar tako povedal, kot je on rekel. On je rekel, da v cerkev tok ne hodiš, bar nika na provi. Torej, in je to. No, in mi je rekel, da bi rad, ker je on bil urednik takrat tega in to je zdaj že 30 let delam. No, jaz pogosto tudi te naslovnice, pa včasih kako risbico noter. V Moravskih Toplicah, ne, kjer je tudi zelo lepa cerkev od zunaj. Ja. Seveda tudi do znotraj. Sam mi, ki smo navajeni, recimo, če gremo v Vatikan, ne, ali pa kam v pravoslavno cerkev, ne, kjer je veliko ikon, pa vsega skupaj, recimo cerkev Svetega Save v Beogradu, ali pa naša, ali pa že naša Zagorska, ne, to je bogato, polno. Tako vaše so pa tudi v Ljubljani, ne, so pa skromne. Tako je. In to je to, ne. Noter nekako... Ni bliščano. Ne, ni. To imajo... V osnovi je to nekako tako, da je treba človek nekako z glavo razčistiti in se prijateljiti z vero. Nekako, ne. Zdaj imajo tu pa tam kakšna slika je, verjetno je kdaj kakšna mogoče Kristus na križu ali pa kaj, kar sem že tudi jaz naredil. Ste še tudi nekaj cerkov v cerkvah risali? Ja, so me prosili in sem naredil. Pa tudi kaj drugega mogoče še, ampak ne pa, da bi to bilo zelo polna zadeva. Ena ali dve slike je zadost. Tudi maš je manj, ne? Kot, ja, manj. Ne? Med tednom skoraj, ne vem, to doma zmolijo, kaj tisti, ki v nedeljah imajo. Ne. In mislim, da je Novak zdaj vodja, ne, evangeličanske, ne. Ja. Je že kar parkrat, ne, s kombijem se odpravil proti Ukrajini in mislim, da podaril tisto, kar so... Jaz ga poznam dobro, sem poznal tudi njegovega očeta, ker sta bila sošolca z tem možakarjem od moje sestre. To so bili 3-4 so skupaj bili v Nemčiji študirali. Zdaj pa sin je pa zdaj, ga poznam in je zelo dober. Verjetno ste pa poznali tudi prej Gezo Erniša. Zelo dober, midva sva se poznala že prej. Pokojni, ne? Že prej so se poznala, ker je rad... Gor na Goričkem, tam, ker sem jaz doma, ni bilo nič drugega, razen v naši vasi smo ustanovili fuzbal, torej klub, in pol smo dobili tam dol v dolini eno igrišče, kar je lepo, dobro narejeno, in pol je bila ta zadeva, da smo bili kar dobri. In Erniša je bil iz Moravec, tam blizu iz Moravec, smo se poznali. Takrat je on še študiral, ali ne vem kaj, ampak on je rad tudi nogomet igral in smo ga, pa je bil dober. In smo, skratka, Križevci so sicer velika vas, ampak tam pri
luteranih ni lih toliko ogromnih družin, ne, da bi bilo po 7 otrok ali kaj. Če sta dva, je to ali pa tako in smo mogli za fuzbal dobiti iz vseh krajev okoli. In pol je tudi Jerniša bil in je dobro igral. Za krivce smo igrali. Sta prijateljevala, vidva tudi potem. Zelo. Vam je bilo hudo. Se kar zgodaj poslovil, ne? Mislim, ja, ne vem, kaj je. Čil je deloval, ne? Imel je neko bolezen. Ja, no, točno. Poznal sem ga pa dobro in tudi vem, odkot je doma, sem bil tam. Gospa pa ne vem, zdaj pa otrok, mislim, da živi v Murski Soboti. No, če greva še zdaj malce na vašo družino, žena, kako ste rekli, žena vaša, kako je že ime? Marija. Marija, ja. Hčerko imata, ne? Ja. Hčerka pa živi, ne, je pa poročena z enim bolj znanim, ne, svetovnim glasbenikom, ne, Chrisom Ekmanom, ne. Ja. Mislim, da je pred parimi leti tudi na eni razstavi v Zagorju odigral nekaj, ne, v galeriji. Ja, vsake toliko cajta se sicer nima kaj cajta veliko, ker hodi okoli po, ne vem, tudi v Ameriki je bil, ker je imel, ne vem, mama umrla ali ne vem kva. Aha. In skratka, zdaj se bolj malo vidimo, tako da. To pa je, kot otroci gredo od doma, ne? Ja, zdaj ona dva sta v Ljubljani in ima, no ja, hčerka pride kdaj domov, ne, zdaj samo nauči in pol je to med tednom. Aha, je šla potem po maminih. Ja, ona je umetnostno in tudi angleščino, mislim, študirala. Tako. Ni pa slikarka? Ne, to ni. Mislim pa, da je kar z glasbo tudi imela že prej. Je bila hodila tle v Zagorju pet v zbor. Pa to. Zagorska glasbena šola je pa tako dobra, ne? Dobra. Zdaj, ko ste se vi preselili iz Goričkega, ne, kjer so Gorice, ste zdaj prišli sem v Zasavje, ne, kjer so pa hribovji, ne, hribi, kar precej visoko. Tudi tu so bile smuči doma, ne, ampak tudi pri vas, ne? Ja, mi smo na vašem koncu, ne? Ja, Goričanci smo znani bili proti unim iz Murske Sobote, kva boš ti klinc, kad nimate pojma. No ja, gor je bilo, skratka, lahko si se... In zasankati. Ja, lepo je bilo. Sej tu pa tam za našim zadej je bil kar fajn hrib, tako da tam nismo mogoče ni znal. Ampak takih hribov pa ni, ne? Ne. To je do 500-400 metrov. Sicer je tako, ne? Pa to si mogel kar sam narediti stezo, pa ni bilo nič tazga. Ja, takrat smo še štamfali, ja, kaj pa? Ja, ni bilo ratraga, to smo delali cel dan. Kaj pa ljudje, ne? Zdaj, moja teta, ki se je preselila iz Zasavja v Portorož na morje, Izolo najprej je rekla, nekako, ki je to vse odprto, so tudi ljudje taki odprti, ne. Zdaj, prek Mure je tudi bolj ravninski del, ne, ali pa cela Panonska nižina, ne. Kaj pa tu? Smo bolj, ne, tako preko včasih malo zadrti, ne, med hribe skriti. No, to pravite tudi vi, ampak jaz imam neki prijateljev, s takimi se družim, ko se razumemo. Na isti valovni družini. Je pa, ne morem zdaj, nimam pa nobenih težav, recimo, da bi se tudi gor tam, ko sem jaz doma, ni zmeraj tak, da bi bil zelo, zelo ekstra dober. Niso posod samo nebesa, ne? Tako je. Ja. Zdaj, vi ste imeli kar nekaj prijateljev teh slikarskih, ki so žal umrli, omenili ste Leskoška, no, ki je tudi bil v slikarski koloniji Janeza Kneza, ne, s katerim ste sodelovali tudi pri tej Artkum, ne. Ja. Ne, Leopold Hočevar Hoči, ne. Tudi njega sem poznal. Ampak zdaj imate pa Milana Razboška, ne. Ja, midva se dobro poznava, ker ko sem jaz prišel sem
smo enkrat, nekako, ne vem, kdo mi je to pravzaprav, da smo imeli eno skupino, ki sem jo malo vodil, tako da sem ji malo pomagal pri risanju. In tam smo se spoznali na 5-6, nas je bilo v delavskem domu. No, z njim pa, on je pa zelo, pol je pa on še dal eno šolo skozi to. Ja, to me manjkalo, ne? Ja, in pol je, midva se velikrat srečava, on pride naokoli. On je bolj moje zgovorne sorte, ne? Ja, dobro. No, ni dolg čas, ne? Ne, je že v redu, da se kdaj pojavi, pa kaj. Poleg tega pa vodi tam dol galerijo in je fajn, da ker jaz tudi koga poznam, ne, pa tako. Greste radi na te dogodke, ki jih organizirajo preko delavskega doma? Ja, če le moram, pa če je kaj tazga, seveda, sem zraven. Kdo pa je tole, Nikolaj Ber? Ste to sami? Ja, ne, to so mi dali v Kranju za narediti. To so naredili v Kranju, ko sem imel razstavo, mislim, da je Prešernova, tam imajo Prešernovi nagrajenci. In je gospod... To so vaše izbrane dela iz... Ne, eno razstavo sva naredila z kolegom Arnežem. On je profesor in on vodi to galerijo in on je pravzaprav tudi nekaj svojih, ker v okoljstva jih je on tudi nabral, nekaj sem pa jaz še dodal. Pa je še kakšna knjiga v vas bila napisana o vašem? Ja, nekaj je še. Nekaj je bilo, ne? Ja, zdaj ne vem, kje pa je to. Imam še... Mogoče je tukaj, ne? V glavnem, ste znani, ne samo v tem našem koncu, ampak širšo Sloveniji. Koliko razstav se je zvrstilo? Si pišete evidenco? Ne, verjetno. Ne, ampak jih je bilo veliko. Veliko samostojnih, ne? Tako je. Zdaj nazadnje sem imel celo, še nazaj nisem dobil v Celovcu. Sem imel par slik. Tudi v tujini, Avstrija? Še kje drugje? Prijetna republika bivše Jugoslavije? Ja, tam pa zdaj nisem bil že, ne vem, v Zagrebu sem imel, tako da ne vem, zdaj pa že dolgo ne. Pa imate vi slike doma ali si jih morate izposoditi potem, kje za razstavo? Nekaj jih imam doma, imam pa tudi zunaj in mi se tako zmenimo tudi, da mi posodijo. Nazaj, nekako za tisto razstavo, ne? Tudi v Murski Soboti imajo, ker oni imajo tudi eno tako galerijo, ki ima nas, ki smo domačini, ne, in tako. Včasih sem malce razmišljal, ne, da slikarji ne smejo biti glih sebičneži, ne. Zdaj, sebe si težko predstavljam, da bi napisal knjigo in jo dal in ne bi več videl. Tako da mi knjigo napišemo, jih nekaj izvoda ostane, vi pa eno sliko narišete in tista gre, ni duplikata, ne. Kako se je posloviti od slike, ki gre za vedno? No, ampak to drži, kar pravite, včasih je tako, da jo vidiš, pa se zmeniš s tistim, če je od tukaj, ne. Včasih pa v Ameriko, ne? Ja, če je v Ameriko, je pa malo težje. Pa dobro, se zdaj ostane na fotografiji, ampak... Ja, že, ampak... A vam je hudo za kakšno sploh ne bi prodali? Ja, tisto ne prodam. Ja, pač ne prodate, ne? Ne, ampak vsake toliko cajta pa moram biti vsaj toliko, ne da nekaj, ker zadeve, barve, to je drago ko vrag. Ja, seveda. Jaz ne morem, kaj zvem to, če ne par 100 evrov, da imaš tistih 10 barov, je tako. Koliko slik ste narisali? Ste kdaj to šteli? Niste, ne? Ne, nisem, ampak ogromno je bilo tega. Kdaj pride ta post slikarski? Ja, pride, ker to človek mora biti za to
nekako, ne vem, to moraš biti na ta pravem, ali pa, ne vem, na nek stol, ta prav se moraš usedeti, da ti pomaga neki, ker ne gre zmeri. Jaz sem le tako začel, delal sem tudi tako, da mislim, sem vedel, da zdaj le, ampak sem se kar sam pripravil, da moram delati. In potem, če delaš ene 2 dni, ne gre. Potem se pa cela zadeva, sam ne smeš nehati. Ne. Pride to formo. Ja, pride. To je tako pri nogometu, če ga trenirate, gre. Ja, ne? veš. Če na vsak mesec eno tekmo sam ne Ja, gre. ne moreš sam... Je kondicija, ne? Ja, pri vsakem delu. Pa je ritem. Govoriti ne pomaga dosti. Nimate pa svojega obdobja, recimo, zjutraj rišem, zvečer rišem, recimo Ivan Sivec, vem, da zjutraj piše knjige, ne? Ne, jaz sem zjutraj, ampak mora biti, ker jaz sem se le navadil, vse delam tudi pri luči kdaj, ampak sem se navadil, da je brez, torej dnevna svetlova mora biti. Ja. In to je tam nekje od 9 do, včasih sem tudi do 4 ali do 5 popoldan. Sam to je odvisno, kako te zagravi, pa kdaj. Včasih si jezen, včasih nisi, včasih gre, včasih ne gre, pa tako. Ni pa tako, ne, kot je v drugih poklicih. Vaša žena je že upokojenka, ne? Ja. Slikari se pa nikoli, umetniki se nikoli ne upokojijo, ne? Kako gre to? Ja, nekako takole je, ker to je tudi ene sorte... Strast, hobi. No, nekaj takega, ne moreš, ker si sam nase jezen in si čedalje bolj, kaj je zdaj, in potem to je malo, kaj je zdaj. Seansa. Tudi čiščenje duše. Tudi malo moraš biti zraven in potem se ti, če se ti pa še pokaže, pa se ti odpre, pa si pa tam, ker ne moreš nehati. Pol moraš to nadaljevati in probati dokončati. Ste vedno zadovoljni s tistim, kar nastane? Ne. Ne? Naredim in potem pustim, če ne gre. Najboljše je tist... Prespati? Ja, in potem drug dan vidiš, da gre, da bi mogoče bilo dobro nekaj dodati ali popraviti, ali ker pri slikarstvu se da kdaj popraviti, sam ne preveč. Ne smeš, moraš kar skozi nekako biti na liniji. No. Teh čopičev je res, tale se že malo prilepil, ne? Ja, sej, to veliko. Zdaj, to ni slika, ne? Ne, to je... Pa bi tudi lahko bila, ker je lepo, ne? Ja. Je lepo, tako mavrično pisano. Tu mešate, ne? Tako je. Dostikrat jih imam še več, tudi večje zadeve imam. Ampak, skratka, paleto rabiš, ne, ker malo moraš... Da ni direktna platna. Ne sam čiste zadeve. Ne. In mene, jaz zdaj uro pa pol tu, malce me skoraj da pečejo oči, ne. Ja. Je malo vonja po barvah, po razrečilu, verjetno, ne? No, to jaz zdaj več toliko ne čutim, ampak vem pa, da je. Da je, ne? Ja, da je. Koliko pa je to, ne vem, škodljivo? Očitno ne, ne? Če ste pri 8 križih še kar fit, ne? Mal le deluje, kak terpentin, pa te reči lik niso. In potem greste malo ven? Ja, se je v redu. Tu okoli hiše? Ja, tudi. Ali pa kam drugam tudi. Tudi kak barček, ne? Ja, kaj pa. Se to pa človek... To je družabno srečanje, kava... Tudi ne vem, zakaj so jih pol naredili, da ne bi smel tja jeti. Ja, a ne da? Ja. A imate kak? Ja, kar povedati. Imam, skratka, to je tako, da moraš iti kdaj malo med ljudi. Ja. In ker tle si ponavadi sam. Kje pa
zdaj nabirate energijo zunaj, v teh pogovorih s prijatelji, imate še kakšen hobi? Zdaj smučate verjetno ne več, ne? Ne. Fuzbal tudi ne igrate verjetno. Ja, tu pa tam še brcnem kako zadevo, ampak što se v tem, da je v redu za... Je že dobro, da se kdaj z prijatelji dobim. Imamo, vsak ima svoje mnenje, ampak v bistvu se le nekako izkristalizira tisto, kar vsak hoče, ne? Kar bi, in potem je to za nekaj časa dobro, te dvigne malo. Ne? Zdaj, prej sva se malce dotaknila tudi stvari, ki se dogajajo po svetu, ne? In ta strašna vojna, ne? Ki smo jo priča, sej še marsikje na drugih kontinentih ravno tako potekajo morije, ne? Rušenje, ampak ta je nekako najbliže na evropskih tleh. Verjetno to tudi čutite, ne? Da svet ne gre, da ni v pravih tirnicah. Ne? No, to... ja, meni se zdi točno tako, kot ste vi rekel, da ni to. Ampak to ne moreš povedati tistim, kjer to vodijo. Ne? Oni imajo nekaj svojega v glavi ali ne vem kje. In enostavno to gre skozi, ponavadi pa gor plačajo ljudje, taki, ki o tem nimajo nič od tega. Vsi drugi, kjer pa imajo neke žepe, pa neke zadeve, tisti so pa ta glavni. In to pri slikarstvu lih ni tako, ne, ker slikarstvo le more biti neka dejavnost, s katero ti ne more nihče, ne vem, tudi če ti pištolo drži v glavo, da tako pa tako narediti, ne bo šlo. Ne bo šlo, ne? Ne. Lahko gre, ampak ne bo dobro. To ni to. Ne, to ni to. Hvala. Za to, da ste naju snemalcem gostili v svojem ateljeju. Moram povedati, da smo ga malce pospravili preden, ne? Ker to pač... Se bo malo na kameri, se bo malo videlo, ne? Ne, morate večkrat priti pa malo pospraviti. Ampak tako je, ne? Ne gre drugače, ne? Zelo sem vesel in upam, da se vidimo še tako. Zagotovo. Da. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.